Drage članice, spoštovani člani in vsi tisti, ki boste to postali, dobrodošli v 11. sezoni Univerze za tretje življenjsko obdobje v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Pripravljamo zanimivo sezono s pestrim programom, kjer lahko vsak najde nekaj zase. Pa kar poglejmo, kaj pripravljamo. Pozdravljeni, iz ekranov vas pozdravlja Marta Pelko, 100% Šmarčanka. Ples je nedvomno najstarejša komunikacija, ki je prisotna povsod po zemlji. Ljudje smo znali plesati prej, kot pa pravilno govoriti. Zato je seveda ples izjemnega pomena. Vljudno ste vabljeni, da se vključite v dve plesni skupini, ki že delujeta v okviru UTŽ Šmarje pri Jelšah. To je skupina optimistov, v katerem so plesni pari in gojijo predvsem plese s klasiko in modernejše variante, in pa skupino skokic, to pa so samo ženski del za enkrat. Pridite v jeseni, začeli bi drugo polovico septembra. Vljudno vabljeni, vidimo se. Pozdravljeni, sem Stanislava Vulevič. Že od vsega začetka, odkar deluje UTŽ Šmarje pri Jelšah, sem mentorica krožka ročnih del. Ročna dela so tista, ki nas spremljajo pravzaprav že kar vrsto stoletij, ker nekoč so imeli domove okrašene izključno z domačim ročnim delom, namreč platno in vse so tkali doma, volno so imeli svojo, so imeli ovce, skratka vse se je pridelalo doma. Ta pridne ženske so pa lepo počasi vzele v roke šivanko, ustvarjale. Skratka, s tem delom so si popestrile večere, prav tako so spletle nogavice, rokavice, kape, poloverje, v glavnem vse, da ljudi ni zeblo. Nekaj časa so bila ročna dela malo v pozabi, zadnja leta pa se tudi preko UTŽ-jev kar precej ročna dela vračajo. Zato vas vabim, da se pridružite, tudi mi bomo začeli v drugi polovici septembra, da še mi ustvarimo, nekaj let že ustvarjamo, pa še nadaljujemo z našim delom in z vezenjem, s kvačkanjem, s pletenjem, tako da bodo naše noge po zimi tople, prav tako roke, in tudi, da se bo še kak otročiček, vnukec razveselil izdelka za kak zimski praznik. Vljudno vabljeni. Sem Špela, zeliščne kmetije Gorska roža in tudi mentorica zeliščarskega študijskega krožka v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Poznavali bomo razna zelišča, izdelovali zeliščne izdelke. V glavnem, tisti, ki ste že obiskovali naše delavnice, naše krožke, veste, da se imamo vedno lepo in da smo vedno dobre volje. Takšne zeliščne mešanice ustvarjamo na našem zeliščarskem krožku. Ustvarjamo pa seveda tudi druge izdelke. Prisrčno vabljeni na zeliščarski študijski krožek. Dober dan, dragi ljubitelji filmov. Sem Mira Čakš, mentorica krožka filmskega abonma ob kavi in izven. Letos bomo stopili v 7. sezono. Zelo prijetno je pri nam, vsak prvi četrtek v mesecu se srečujemo dopoldan in si pogledamo kakovostne filme, predvsem art filme. Se pravi, filme zbiramo bolj na podlagi tega tujejezične evropske filme. Po filmu skupaj popijemo kavo, se pogovorimo in nekako kdo predlaga tudi, kakšen film bi se še ogledali. Pridite tudi za izven. Torej, se vidimo tokrat že v mesecu septembru in kakšen bo film, boste zvedeli na naslednjem srečanju. Spoštovani člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, lep pozdrav. Ena izmed mnogih dejavnosti naše univerze je tudi druženje ob kartah. Trenutno nas je 5 in mi smo se odločili za igro taroka. Igramo ob ponedeljkih
ko ni pohodniškega krožka, od 9. do 12. ure v prostorih naše knjižnice. Spoštovani člani, dragi prijatelji, če želi kdo preživeti kako urico ob druženju in igranju kart, ni nujno samo ta roka, lahko tudi kako drugo igro s kartami, vljudno vabljeni. Se vidimo. Pozdravljene članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Še posebej pa pozdravljam članice krožka Ravnotežje okusov življenja, ki so že do sedaj bile prisotne. Kaj prinaša ta krožek? Vnaša v življenje spremembe, je krožek kreacije. V 5 letih našega srečanja smo se lotile pomembnega segmenta v našem življenju, svoje osebne rasti. V letošnjem šolskem letu naše UTŽO bomo nadaljevali z raziskovanjem povezovanja s čisto zavestjo. Naš navdih bodo spoznanja znanstvenikov, najnovejše znanstvene odkritja o delovanju možganov, ustvarjanje novih živčnih povezav. To bo naš izziv. Če želite meditirati, vas vabim v krožek, ki sem ga imenovala Krožek Ravnotežje okusov življenja. Prisrčno vabljeni. Sem Slavica Javornik, mentorica kuharskega krožka pri UTŽO Šmarje pri Jelšah. Že več let sodelujem z univerzo, zato vas tudi letos vabim na prijetna srečanja, kjer bomo kuhali raznovrstne jedi, nekaj po vaših željah, nekaj po mojem izboru, nekaj pa mogoče tudi po izboru vaših domačih, ki bi želeli, da se jedi pripravijo mogoče na malo drugačen način. Vabljeni pa tudi v knjižnico Kozje, kjer imamo enkrat mesečno kuharske delavnice, kjer pripravljamo jedi, ki so pač primerne tudi za starejše ljudi in pa tudi po željah sodelujočih. Takole. Moje ime je Pavlek. Lani sem bil povabljen, da prikažem 2 kitajski veščini v okviru UTŽO Šmarja pri Jelšah. Pri tečaju se bomo ukvarjali z 2 veščinama, Qigong in Tai Chi Chuan. Eno in drugo se danes razširja po svetu tudi kot rekreativna dejavnost. In tako jo bomo mi tudi skušali spoznati. Pri tem bom poudarjal 3 ali 4 pomembne elemente, ki so povezani v teh 2 veščinah. Prvi je dihanje, drugi je drža, stoja, tretji element je gibanje, premikanje in četrti je element povezovanja, umirjanja in skladnosti vsega tega, kar sem prej naštel. Vabljeni na tečaj, ki ga bomo začeli z septembrom in ga bomo nadaljevali, dokler ne bojo vsi tečajniki obvladali 8 zaporednih vaj Tai Chi Chuana. Srečno! Lep pozdrav, sem Saša Oberski, v knjižnici v Šmarju pri Jelšah v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje vodim krožek Gledališče za mlade in mlade po srcu. Vabim vas, da se nam pridružite, vaje imamo enkrat tedensko, pred nastopom pa tudi malo več. Verjemite mi, ni se treba veliko učiti. Pripravljamo različne skeče, različne dramske igre za starejšo populacijo, tudi za mlajše. Gostovali smo že v domu upokojencev, vedno pa se udeležujemo tudi zaključnih srečanj v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Toplo vabljeni med nas, da skupaj odkrijemo vašo ustvarjalno gledališko žilico. Hello, how are you? My name is Andreja. Malo sem vas pozdravila v angleščini, saj sem mentorica krožkov angleščine na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Šmarju. To v bistvu počnem že več kot 10 let in vas lepo vabim, da se priključite tudi letos v krožke angleščine.
in sicer potekajo na različnih skupinah, na različnih stopnjah, od začetne do precej visoke. Delamo pa predvsem na uporabni angleščini. Če boste se udeležili tečaja, se boste potem znali dogovoriti, ko boste šli na počitnice, kamorkoli, boste znali osnovne stvari vprašati tudi v angleščini. Za tiste, ki ste že malo na višji stopnji, pa delamo predvsem na komunikaciji, tako da se jezik vedno obnavlja, da ga ne pozabite. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, ter se naučite nekaj novega. Sem Jasmina Levičar, mentorica študijskih krožkov, ambasadorka učenja in učiteljica Cicer. V knjižnici Šmarje pri Jelšah vodim študijski krožek Zveneče Jelše, ki ob citrah, kitari in harmoniki pojemo in poustvarjamo ljudsko glasbo. Vsak član je doprinos skupini s svojim znanjem, svojimi izkušnjami in sposobnostmi. Smo veseli, radostni in med nami so se stkala lepa prijateljstva. V letošnjem šolskem letu pa za vas pripravljamo novost. Če vam je všeč milozvočni zvok cicer, vabljeni, da vas naučim nanje zaigrati. Kjer je želja, tam je tudi pot, zato si le upaj narediti nekaj zase. Domozlanski krožek. Krožek je v bistvu nastal iz literarno-potopisnih krožkov, ki smo jih začeli tam v letu 2008. Jaz sem Mira Čakš, ki sem v bistvu začela z literarno-potopisnimi krožki, nadaljujemo z domozlanskimi krožki. Spoznavamo našo domovino, muzeje, mesta in seveda odhajamo tudi v tujino. Morali bi v Srbijo na tridnevni ogled, ampak to nas bo počakalo. Zato vas vabim, da se vpišete v naš krožek. Upamo, da bomo v jesenskem času lahko potovali nekje, seveda po Sloveniji. Sigurno si v tem času še niste pogledali vsega. Zato vabljeni, sproti vas bom obveščala, vesela bom vašega članstva. Na naših potovanjih je vedno lepo, zabavno, seveda zanimivo, izobražujemo se in se imamo vedno lepo. Sem Andrej Slonjšak, mentor krožka uporaba pametnih telefonov. Krožek je zasnovan v 3 sklopih. Mi imamo torej začetni tečaj, nadaljevalni tečaj in pa napredni tečaj uporabe pametnih telefonov. Začetni tečaj, kjer boste spoznali tiste fizične lastnosti uporabe pametnega telefona, kot so fotografiranje, aplikacije in tako dalje. Potem v samem nadaljevalnem tečaju boste spoznali napredno uporabo pametnih telefonov, govorna uporaba telefona, tehnike hitrega slikanja in pa seveda tudi delo z datotekami, ustvarjanje novih map na pametnih telefonih in tako dalje. V naprednem tečaju boste spoznali na kratko kombinacijo pametnega telefona skupaj z računalnikom. Spoznali boste, kako lahko opravite klice preko računalnika, potem sprejemate SMS sporočila, jih tudi pošiljate. Skratka, lahko se boste tudi naučili upravljati z vsemi nastavitvami pametnega telefona kar preko računalnika. Vsi prav lepo vabljeni, da se udeležite tečaja oziroma krožka uporabe pametnih telefonov. Uvodno srečanje bo že 18. septembra ob 11. uri. Prav lepo vabljeni v knjižnico Šmarje pri Jelšah. Letos joga, že 7. sezono v Šmarju pri Jelšah, joga za hrbtenico. Tisti, ki redno obiskujejo naše programe, opisujejo ne samo, da imajo bistveno manj težav s hrbtenico, ampak se počutijo tudi veliko bolj pozitivno. Veliko več energije imajo. Veliko boljša je prebava, veliko boljše počutje, tako splošno. Joga ni samo za ženske. Iz leta v leto beležimo več moških članov. Tako da vabljeni vsi, ki ste že obiskovali naše ure in tudi tisti, ki ne veste o jogi praktično nič. Tisti, ki pa morda dvomite,
oziroma ne veste, ali je joga za vas, pa vas vabim, da si pogledate kratke filme knjižnice Šmarje pri Jelšah na YouTube kanalu. Sem Vesna Tajnšek, diplomirana fizioterapevtka, mentorica programa Joga za hrbtenico in vas vabim na vadbo z mano. Guten Tag, sem učiteljica nemščine na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Šmarju pri Jelšah. Krožek vodim že več let, slušatelji pridobivajo osnove nemškega jezika in nadgrajujejo znanje z pisnim in ustnim izražanjem. Pogovarjajo se v nemškem jeziku na različne teme, tvorijo dialoge in tako nadgrajujejo svoje znanje, širijo besedni zaklad in se družijo, utrjujejo spomin in svoje znanje lahko koristno uporabijo. Willkommen! Sem Dragica Pavšek-Guzej in lahko vas povabim na delavnico Izobraževanje za mir. Promoviramo vse to, kar se dogaja navznoter. In navznoter je mir, radost, veselje, izpolnjenost. Najprej si pogledamo nek film in potem na koncu je pa pogovor, lastne izkušnje, spoznanja, res vse, ki začutite, ste toplo povabljeni, da pridete na to delavnico in da skupaj odkrivamo te notranje žive vrelce, v katerih se ustvarja to življenje. Pozdravljeni, sem Borut Bevc in sem lokostrelec. Lokostrelstvo zame pomeni umirjanje telesa in duše. V meni prebuja nekaj, kar sem iskal celo življenje in me dela svobodnega. Vaši sošolci, prijatelji v našem študijskem krožku iščejo v tem krožku predvsem mir in sebe. Zmagujejo na državnih tekmovanjih. Ker smo čustveni, jih spodbujamo, spoštujemo in se z njimi veselimo. Lokostrelstvo lahko okuži vsakega in to zelo. Ne recite, da niste bili opozorjeni. Če iščete mir, če iščete zadovoljstvo, če iščete prijatelje, se nam pridružite in okusite tisto, kar okušamo mi. Več kot 140 pohodov. 10. leto bomo stopili. Ja, to je študijski krožek Svet pred domačim pragom. Jaz sem Mira Čakš, ki ga vodim že od vsega začetka. Kaj vse smo videli? Seveda najprej naše kraje, v okolici Šmarja, v naši občini, v drugih občinah in tudi po vsej Sloveniji. Vedno smo pripravili kakšen zanimiv pohod, ne vem, ob morje, planico in še bi lahko naštevala. Letošnje leto, poletje nam je malo odtrgalo tale naš poletni pohod, ampak obljubim, da bo to v septembru. Zato vabljeni vsi dosedanji člani, vabljeni novi člani. Seveda včasih je malo, lahko rečemo, kar gužva, ampak glejte, vse se uredi, vse uredimo skupaj z vami, z dobro voljo in seveda z vso pohodniško opremo. Kot vidite, letos smo v zelenih majicah, pa smo bili v modrih, rdečih. S kakršnokoli boste prišli na pohod, bom vesela vsakega člana dosedanjega in seveda novih. Prvi pohod 14. septembra, drugi 28. septembra. Kam in kako, pravčasno boste zvedeli. Sem Gusta Grubin in vas pozdravljam v imenu pravljičark Metke, Irene in Lidije. Tudi letos bomo za vas pripravljale pravljice v živo in to že ta mesec, konec meseca. Pravljice, se veste, so pač tiste, ki so nastajale med ljudmi, za ljudi in so večno aktualne. Vabljeni, pridite, prisluhnite nam, mi bomo za vas izbrali tiste najlepše. Življenje res ni pravljica, ampak pravljice pa so življenje. Tako, to so bile predstavitve naše ponudbe krožkov v tej sezoni. Bogata je, zanimiva
in verjamemo, da bo kakšen krožek še prišel zraven. Saj veste, vsako leto dodamo še kakšno vsebino, po kateri povprašujete. Tako da le s predlogi in idejami na planu. Tudi torkova srečanja bodo. Povabili bomo zanimive ljudi, skrbeli za zanimive in poučne vsebine. In kaj reče za konec? Povabljeni v našo družbo. Veselimo se vas.